Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase opažam, da se vse več ljudi boji domnevno prihajajoče inflacije. Pika na i pa so tudi napovedane ležarine, o katerih dnevno in pogosto senzacionalistično poročajo mediji, češ da nam bodo požrle naše prihranke. Koliko pa je pravzaprav resnice v tem? Koga to dejansko najbolj boli? Ali je strošek za tiste, ki imajo več kot 100 tisočakov oziroma 250 tisočakov res tako boleč, da bodo skočili v bazen najbolj tveganih naložb? Zakaj se za svoj denar zdaj bojijo tudi tisti, ki nimajo takšnih vsot denarja na računih? Mogoče bi lahko kdo rekel, da gre za prodajni trik, da zvabijo naše evre v potrošnjo in v bolj tvegane naložbe. Toda pod črto je to vseeno, saj je vsak gospodar svojega denarja in se ne sme pustiti ustrahovati pri sprejemanju naložbenih in nakupnih odločitev. Dejstvo pa je, da centralne banke vodijo politiko nizkih oziroma negativnih obrestnih mer že dalj časa. To za nas potrošnike prinaša dve zadevi. Prvič, cenejša posojila. Zlasti za nakup nepremičnin, česar smo seveda vsi veseli, manj pa smo veseli noro visokih cen stanovanj, ki so postala za povprečen žep Slovenca že davno nedostopna. Drugič, nizke obrestne mere silijo ljudi iz depozitov, ki veljajo za najbolj varen način varčevanja v bolj tvegane naložbe. Žal večina, ki se odloči za ta prehod, pogosto ni ustrezno opremljena z znanjem in zavedanjem o nevarnostih, ki jih prinaša investiranje v naložbe, kot so delnice, nepremičnine, obveznice, zlato in druge alternativne naložbe. Poglejmo en lep primer iz prakse. Borzni tečaji so ta hip na rekordih, čeprav se marsikdo s tem ne strinja, Slovenci pa so letos spet odkrili vzajemne sklade. V samo prvih 3 mesecih se je v sklade nateklo za 153 milijonov evrov neto prilivov. To je več kot lani v celem letu. Če se bodo prilivi nadaljevali s takšnim tempom, bodo zagotovo presegli rekord iz leta 2007, ko je bilo za slovenske družbe za upravljanje najbolj uspešno leto, skoraj pol milijarde evrov neto prilivov. No, potem je leta 2008 udarila globalna finančna gospodarska kriza in verjetno ni potrebno poudariti, da so se zgodili množični odlivi in da skladi niso bili preveč zanimivi vse do teh norih rasti na borzi, ki smo jim priča zadnjih nekaj let. Zanimivo, danes večina finančnikov ne uporablja znamenitih besed. This time is different. Tokrat je drugače, ampak nekako merijo, da je vse okej. Saj centralne banke tiskajo denar. Pa je res vse okej? V teh 12 letih, odkar beležimo rast na delniških trgih in smo priča disrupciji finančne panoge, skup finančnih inovacij, država ni naredila prav veliko za krepitev finančne pismenosti Slovencev in jo parkirala v par strani učbenika za gospodinjstvo in po novem tudi državljanske vzgoje. Tudi nasploh je večina poskusov finančnega opismenjevanja bila pretežno usmerjena na otroke, ki seveda niso nosilci nove renesanse finančne pismenosti, kot so nam nedavno razlagali na dogodku Združenj družb za upravljanje, kjer pravijo, da je eden od razlogov za prilive tudi večja finančna pismenost Slovencev. Povedali pa so, da so verjetno prilivi tudi posledica napovedi uvedbe ležarin. Niso pa povedali, da večina prilivov v sklade beleži družba za upravljanje, ki je v lasti banke in ki je prva napovedala uvedbo teh famoznih ležarin. Da ne bo pomote, menim, da je za dolgoročne cilje nujno potrebno varčevanje v delniških naložbah, vendar je pri tem potrebno ohraniti trezno glavo in čeprav padajo rekordi, je treba imeti pred očmi dolgoročni horizont. Donosi v zgodovini nikoli niso prišli čez noč in ravno to je zaskrbljujoče v trenutnem okolju. To vsekakor ni enostavno, saj tudi opažam poplavo vsebinskega oglaševanja in trženja strani ponudnikov storitev in tudi drugih v smislu kdaj, če ne zdaj.
In kar je najbolj moteče je to, da se v nekaterih teh člankih lepo v celofan zavito oglašujejo pretekli donosi, pa tudi pričakovani oziroma zasledovani, kot se radi izrazijo oglaševalci. Seveda brez kakršnikoli opozoril, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje. Morda bi morala Agencija za trg vrednostnih papirjev zavihati rokave in mogoče prebrati nekaj teh oglasov. Za nas, vlagatelje, tako novopečene kot tudi stare mačke, pa je nujno, da razumemo, zakaj smo se znašli v tako kaotičnem okolju, zakaj se uvajajo ležarine, zakaj se omenja dvig stroškov življenjskih potrebščin oziroma inflacija, kdo podpira rast borznih tečajev, zakaj je nujno potrebno, da začnemo za pokojnino varčevati čim bolj zgodaj in zakaj so centralne banke glavni igralec na odru svetovne ekonomije. O aktualnih ekonomskih vprašanjih, za katere mislimo, da jih razumemo, pa jih večinoma ne, se bom pogovarjala s centralnim bankirjem, ki večino življenja živi v ZDA in tudi delal za največjo in najvplivnejšo osrednjo banko na svetu, ameriški Fed. Moj gost je Egon Zakrajšek. Živjo, Marja, dober dan. Živja, kako si v redu? Zdaj si trenutno v Švici, ne? Ja, trenutno sem v Švici, tukaj smo že od avgusta 2019. Kljub pandemiji, covidu in vsem temu so stvari zelo v redu. Trenutno si zaposlen kot višji svetovalec na oddelku za monetarne in ekonomske raziskave na Banki za mednarodne poravnave v Baslu, poleg tega pa tudi na Fedu, ne? Ja, sicer se pa moja kariera se na Fedu trenutno bliža koncu. Za družino smo se odločili, da ostanemo v Švici. Ta naš dvoletni izlet in moj obisk na Banki za mednarodne poravnave se bo nadaljeval v prihodnost, kar pa seveda pomeni, da se ne bomo to poletje vrnili v Washington in bomo ostali v Baslu, in kar seveda pomeni, da po 25 letih dela na Fedu se bom tehnično upokojil s koncem julija in potem avgusta začel stalno z novim delom tukaj v Baslu. Vam je očitno švicarski zrak zelo všeč. Ja, smo se navadili, lepo je biti nazaj v Evropi po toliko letih, kljub temu cela družina, žena in hčerka, kljub temu, da sta obe dve Američanke, kot bi se temu rekel, saj rojene tam, sta se nekako precej uživele v življenje tukaj. Lepo je, da smo tudi bližje Sloveniji, kjer imamo veliko prijateljev, bratrancev, sestričen in drugih sorodnikov. In za mene osebno je po toliko letih že, ker sem že s 15 leti prišel v Ameriko, se je lepo, da sem se vrnil nazaj na staro celino, kot se reče. No, evo, super. Ne vem, zakaj mi šine po glavi ena ideja, ko govoriš, da si se tehnično upokojil. Vem, da veliko Američanov je del gibanja FIRE, Financial Independence, Retire Early, tudi marsikateri Slovenec fantazira o tem. A mogoče poznaš to gibanje? Ja, mislim, seveda poznam to gibanje. To gibanje ni samo posebno v Sloveniji. Zdi se mi, da je to nekaj v vseh razvitih državah. Ljudje bi si radi čim prej zagotovili nekako finančno neodvisnost, kar pomeni, da lahko uradno nehajo delati in začnejo delati druge stvari in tako naprej. Se pravi, to je bistveno lažje nekako urediti v ameriškem sistemu, ki je veliko več prepušča tvojemu individualnemu pristopu. Tam nekako javnih pokojnin ni, mislim, tiste tako imenovane javne pokojnine to niso velike vsote in s tem večino ljudi ne more živeti. Se pravi, velik del, kako ti skrbiš za svojo pokojnino in kdaj se boš lahko ugotovil, je zelo odvisno od tvojega varčevanja, od tvoje plače, od tvoje službe, od tvojih investicijskih odločitev, ki jih delaš celo življenje, ko s tem denarjem ali premoženjem upravljaš. Če si recimo varčen, če začneš to dovolj zgodaj, če si delal dobre investicijske odločitve, se ti lahko zgodi, seveda, da se lahko upokojiš bistveno prej, kot pa določajo, starocelinski, državni pokojninski sistemi, ki so bistveno bolj nekako obremenjeni. Seveda, po drugi strani je pa, če imaš slabe odločitve, če si začel pozno varčevati, če ti s tem denarjem nisi upravljal pametno in tako naprej, nosiš pa seveda tudi sam te posledice in je bistveno manjša ta socialna mreža, kar po eni strani ima seveda tudi lahko slabe efekte.
Z veliko stvari, zelo zanimivih si povedal in v bistvu me je zdaj prešinila ena misel. Pogovarjala sem se s predsednikom uprave NLB skladov, ki je povedal, da marsikateri Slovenec začne v bistvu varčevati potem, ko se otroci odselijo od doma. To je približno tam v 50 letih. A je to dovolj zgodaj? Ne, to je absolutno prepozno. Bistveno najbolj pomembno, kar je, da se začne varčevanje kolikor se da zgodaj, zato ker vse nekako na to temelji na času, se pravi obrestni račun. Bistveno boljše je, da ti začneš varčevati, če si že, pa tudi če lahko daš na stran samo 50 evrov na mesec, da to začneš delati, ne vem, v svoji prvi službi. Če ti začneš varčevati zgodaj, ti lahko ta denar investiraš v bistveno bolj tvegane investicije, ki imajo seveda višji pričakovani donos. Če ti računaš, da moraš nadoknaditi ves denar, ki ti manjka v 5 letih, razen če boš dobil loterijo, boš to zelo težko naredil z investicijami. To je ta dolgoročna zadeva, da pravi, večinoma to pomeni delnice. Tako z časom se ta denar z leti preliva iz bolj tveganih investicij v manj tvegane investicije, da ko si ti potem na koncu, proti koncu, ko ta denar rabiš, je v bistvu v popolnoma varnih in likvidnih sredstvih in jih ti res lahko likvidiraš. Se pravi, tu je čas najbolj pomembna zadeva. To so čiste osnove, kar se zdaj v bistvu pogovarjava. Slovenci se pa nekako bojimo vseh teh naložb, sploh bolj tveganih. In tudi recimo danes sem se pogovarjala z eno mladenko, je rekla, ja, ampak mene je strah, jaz ne upam kar tako investirati svoj denar. In ta strah je v bistvu nekako ucepljen strani naših staršev. In če se lahko zdaj dotaknem tvoje v bistvu zgodovine, ti si odraščal v Ameriki, pred 15 letih ste šli v Ameriko in verjetno je v bistvu tudi ta Amerika tebe nekako izoblikovala, v bistvu ti je dala ta ameriški način razmišljanja, morda tudi kar se tiče samega varčevanja, investiranja. Videl si veliko stvari, ki se dogajajo v Ameriki, kako ljudje živijo in kako težko preživijo v bistvu lahko tudi svojo pokojnino. Tudi Sloveniji težko živijo s pokojnino. Ja, ne, absolutno. V veliki meri so te stvari zelo pogojene, v kakšnem okolju odraščaš. V Ameriki, na primerjavi recimo z slovenskim, nemškim ali kontinentalnim sistemom, javnih pokojnin ne obstaja. To je nekaj, kar dve stvari so. Prvič, tako imenovane pokojnine v smislu, da ti se upokojiš in boš dobil redno plačilo, mesečno plačilo svoje pokojnine. Skoraj tega ni. Večinoma, bi rekel, vsaj v privatnem sektorju so te tradicionalne pokojnine v bistvu že pred 10, 15, 20 leti so že izginile. Večinoma pokojninskih stvari, ki jih ti dobiš kot recimo zaposlen, je to, da določen del tvoje plače, recimo letno bruto plače, ti lahko investiraš v pokojninski sklad. In zdaj sta dve stvari. Prvič, ta odstotek, recimo rečemo, da je 6-7%, ti lahko to investiraš v pokojninski sklad in potem tvoj delodajalec dodaja določen prispevek. In to je odvisno od delodajalca. Nekateri delodajalci dajo dolar za dolar do določenih procentov, nekateri dajo 80%, nekateri dajo 100%, do prvih 3% plačajo, naprej 80%, tako da je seveda nekaj razlik. Ampak prvič ti s tem, ko ti daješ ta denar, to ti zmanjšuje davčno osnovo, ker ti ne plačuješ davek na ta dohodek, dokler tega denarja ne boš vzel ven, kar je seveda desetletja globoko v prihodnosti. In seveda tvoja služba plačuje za vsak dolar, ki ga daš ti v ta pokojninski sklad, da služba še $1, tako do določene mere. Se pravi, tle so, bi rekel, spodbude so take, da če ti ne odpreš, ko greš v službo tega pokojninskega sklada, ti nekako denar puščaš na cesti, ga ne pobereš. To ti ne garantira plačila ven, ker ti potem se tudi moraš odločiti, kako boš ta denar investiral. Ti s tem denarjem ne upravljaš sam, nekdo upravlja, ampak ti odločiš, koliko bo v tveganjih, koliko bo v varnih investicijah in tako naprej. Tako da ta proces se začne bistveno bolj zgodaj v ameriškem profesionalnem življenju, kot pa recimo v kontinentalni Evropi, kjer greš ti v službo, imaš redni pokojninski prispevek in boš nekako dobil nekakšen procent plačila ven, če ga boš dobil. Seveda ni garantirano, ampak v principu se je nekako vlada zavedala v tem. Ta sistem je nekako bistveno drugačen, da nimaš teh tradicionalnih penzij, kot jih mi razumemo v slovenskem sistemu, v Ameriki skoraj ni več. Ali misliš, da Slovenija tudi drvi v ta ameriški scenarij?
Jaz bi rekel, da ne drvi v ameriški scenarij, ampak v bistvu cela Evropa nekako išče nekakšen balans med tema dvema sistemoma. In zakaj ga mora iskati v teh razmerah? Eno je to, da vsi ti tako imenovani tradicionalni pokojninski sistemi, ki so jih uvedli in so že v kontinentalni Evropi stoletja, v angleščini je to izraz so pay as you go. Se pravi, ljudje, ki so trenutno zaposleni, ki trenutno delajo, to so ljudje, iz katerih prispevkov se plačuje trenutne pokojnine. Ta sistem je čisto, bi rekel, solventen in funkcionira, če imaš ti veliko delavcev glede na pokojnino. In ko so te pokojninske sheme postale v Evropi prvič, recimo Bismarck je to že v poznem 19. stoletju v Nemčiji so uvedli te zadeve, ki so se potem seveda razširile po celi Evropi, je bilo, če gledaš takrat, je bilo seveda bistveno več delavcev, kot je bilo upokojencev. Ampak kaj se je zgodilo v zadnjih stoletjih? Demografski trend se je obrnil. Nataliteta pada, življenjska doba se viša. Zdaj imamo nekako obrnjeno piramido. Ti imaš bistveno manj delavcev, ki jim prispevke pobereš, da se financira zmerom večje število upokojencev. Se pravi, ta sistem ni več solventen in edine stvari, ki se lahko spremenijo, je to, ali se daljša pokojninska doba, kar se že dogaja, lahko se zmanjšajo pokojnine, kar seveda ni najbolj popularno, lahko se zvišajo pokojninski prispevki, kar absolutno ni popularno, ima druge učinke. En drug del je pa to, da se del tega bremena, tako imenovanega pokojninskega bremena, iz države nekako premesti na delavce. In to so ti drugi pokojninski stebri, varčevanje iz skladov z davčnimi olajšavami in ta del sistema je bistveno bolj podoben ameriškemu sistemu. Zdaj, ko govoriva o vseh teh pokojninskih sistemih in pokojninah, ravno pogovarjala sem se z eno gospo, ki je tik pred penzijo in je ogorčena, da jo banke silijo zaradi uvedbe ležarin v bolj tvegane naložbe. Zdaj, pri nas v Sloveniji je tudi to postala zdaj realnost, doživljamo negativne obrestne mere in ležarine bodo plačevali le tisti, ki imajo nad 100.000 evrov prihrankov na banki. Strah pa se pravzaprav prenaša v bistvu na vse, tudi tiste, ki nimajo 100.000 evrov prihrankov in zdi se mi, da se jih nekako sili v ta vroči kotel, ki mu danes pravimo delniški trgi. Zdi se mi, kot da nas nekdo sili v to neko pas, ker razmerje med tem, koliko zaslužimo v prihodnosti in tveganja, ki jih sprejemamo danes, ni v bistvu naravnana v našo korist. Vsa likvidnost se v bistvu steka na kapitalske trge in napihuje se v bistvu ta balon, ki ga imamo tako na delniškem trgu, tako na obvezniškem trgu, tako na nepremičninskem trgu in to lahko v bistvu vodi v negativne donosnosti na nekak srednji rok, recimo 5 let. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, seveda je. Razmere so zdaj, mislim, bistveno drugače, kot je veliko ljudi, tudi jaz, kot so pričakovali. Tako da bomo živeli v svetu, kjer so dolgoročne obrestne mere skoraj de facto na nuli ali blizu nuli v večini razvitih držav, je precej čudna in nepričakovana zadeva. Ampak tako je. Del tega je seveda monetarna politika, ki jo vodijo centralne banke, ki pač probajo stimulirati ekonomsko rast, konjunkturo. Po covidu so centralne banke nekako bi rekel pognale izredno stimulativno politiko, ampak treba se je zavedati, da v času, ko je covid od lanskega leta nazaj, manevrski prostor centralnih bank sploh ni tako velik, kot je bil v tradicionalnih časih. Nekako pred globalno finančno krizo, se pravi 30 let nazaj, se nekako ve, da je centralna banka potrebovala nekakšnih 5 odstotnih točk, 500 bazičnih točk, da je spuščala kratkoročne obrestne mere in to je po kvartalu ali 2 pognalo ekonomijo in so se potem obrestne mere vrnile nazaj, bi rekel, na eno ravnotežje, ki je bilo tam okoli 5,5 do 6% v nominalnih zadevah. Tega prostora trenutno ni. Se pravi, ravnotežje obrestne mere so se po celem svetu zaradi velikih razlogov, ki so nekako izven tega, kar lahko centralne banke delajo, so se bistveno znižale. Se pravi, ko gospodarstvo doživi nekakšen šok, kot je bil recimo COVID, tradicionalni ukrepi, ki so jih imele centralne banke, več ne delujejo. Zato
centralne banke posredujejo po zadevah, kot so negativne obrestne mere, kot so kvantitativno sproščanje, kupujejo ogromne količine finančnih papirjev na trgih, od kreditnih do borznih in tako naprej. In to je vse mišljeno, da se spodbuja tečaj. Ampak jasno je, da ima to vplive na ljudi, ki varčujejo, ki si ne sposojajo. Ampak ta trade-off je bil zmerom tukaj, se pravi, zdaj je samo bistveno bolj dolgoročen in bistveno bolj močen. Ampak druge poti ni ven. Zadnjič mi je nek finančnik rekel tako v debati, da se centralne banke kopljajo lasten grob. Ja, jaz mislim, to je malo, ena taka precej drastična prispodoba, ampak kaj je največja dilema, kaj jo imajo trenutno centralne banke, je to, da so centralne banke začele delati stvari, ki jih bi lahko, fiskalna politika delala bistveno bolj učinkovito. Če ti pogledaš, kaj bi bilo bolj pametno, da se recimo kot je pod velikim šoku, kot je bil COVID, kjer se je gospodarstvo zatrlo, brezposelnost je zrasla. V tem primeru je bistveno boljše, da se s tem ukvarja fiskalna politika, kot pa da se s tem ukvarja monetarna politika. In seveda, fiskalna politika se je zelo, odzvala na to krizo, ampak po mojem mnenju še ne dovolj. Centralne banke lahko tukaj pomagajo, ne bi pa smele vleči tega težkega voza, kaj je fiskalni odgovor na tako krizo, ni dovolj močen. To pa govorimo seveda o politični polarizaciji, recimo ZDA je tipičen primer, če se recimo pogleda, koliko časa je potreboval Biden po covidu, da so se sprejeli določeni paketi in tako naprej, ker imaš polarizacijo in kdo je edini, ki lahko reagira, so centralne banke. In potem centralne banke reagirajo in s tem nekako porivajo to mejo, kaj je nekako njihov območje, v katerem operirajo. In v tem smislu je stvar postala bistveno bolj delikatna. MoneyHow posluša pretežno mlajša populacija in imajo po moje kar malo težav z razumevanjem, kaj je monetarna in kaj je fiskalna politika. Ali lahko to čisto poenostavljen način razloživa? Absolutno. Najlažje je razložiti fiskalno politiko. Fiskalna politiko jo dojameš takoj, ko pogledaš svoj ček iz službe in vidiš vse odbitke od plače. Fiskalna politika je razlika med tvojo bruto in neto plačo, recimo tako, v najbolj takem enostavnem pomenu. Fiskalna politika je to, kar vodi vlada in seveda vse zadeve, kaj vlada plačuje, od obrambe do javnega zdravstva, do javnih pokojnin in to je fiskalna politika. Monetarna politika je poenostavljeno tako imenovano tiskanje denarja. Seveda, ampak ne govorimo zdaj o tiskanjem denarju v fizičnem pomenu, da so neki stroji, ki res tiskajo denar. Mi govorimo, monetarna politika je odločanje o kratkoročnih ali dolgoročnih obrestnih merah. In to je nekaj, kar delajo neodvisne centralne banke, neodvisne v smislu, da se jim dale mandat, kot je recimo stabilizirati inflacijo, poskrbeti za dolgoročno ekonomsko rast, da se vlade, ki so izvoljene, imajo politične cikle, so dali to oblast nekakim tehnokratom, centralnim bankirjem, ki so ponavadi izvoljeni ali nominirani za bistveno dalj časa in niso tako odvisni od političnih pritiskov. In centralne banke naj bi skrbele za nekako dolgoročno finančno in makroekonomsko stabilnost in to se dela v vseh modernih državah za kontrolo obrestnih mer. In to je bistveno bolj v zakulisju, tega ljudje ne čutijo, še tega se posebej ljudje niso čutili v normalnih razmerah, kjer so bili ti monetarni ukrepi bistveno kratkoročni, obrestne mere niso bile na nuli ali negativne, ampak so stvari se zdaj spremenile in centralne banke so bile porinjene na center odra in seveda ljudje zdaj gledajo in pravijo, halo, prosim, kaj pa zdaj tukaj gre, zakaj pa jaz več ne dobivam dobenih dohodkov na svoje državne papirje in tako naprej. Tako da, tle je ta osnovna razlika. Zdaj si omenil tudi tiskanje denarja in marsikdo se sprašuje, kaj se zdaj dogaja, zakaj se tiska denar. Govori se o tem, da je denar blazno poceni, ampak nekateri mislijo, da se tudi svobodno preliva v denarnico Janeza in Metke, ampak temu ni tako, kaj ne? Ne, seveda ni tako. Je to, kar si rekla, da je denar poceni, to je seveda res. Pravi, kaj je cena denarja? Cena denarja je obrestna mera. Cena denarja za en dan je enodnevna obrestna mera. Cena denarja za 10 let je 10-letna obrestna mera. Te obrestne mere so negativne ali na ničli, se pravi, denar je
zelo poceni. Zakaj so ukrepale, da so pocenile, da so znižale ceno denarja? Ceno denarja se zniža, da začneš ekonomsko rast. Če cena denarja pade, to pomeni, da postane polno investicij bistveno bolj profitnih. Podjetja si lahko sposodijo denar po nizki ceni, s tem kupijo nove stroje, zaposlijo nove ljudi, odprejo nove tovarne, ti ljudje, ki pridejo v službo, dobijo plače, s temi plačami kupujejo stvari, kar zaposluje druge stvari in dobiš ta normalen zagonski cikel. Nažalost smo imeli v zadnjih parih letih res ogromne, tako rekel, negativne šoke, ki so ta proces zaustavili in centralne banke probajo oblažiti. Treba se vprašati, kakšen bi bil svet, če centralne banke ne bi naredile to, kar so naredile. In jaz sem zelo siguren, da v takem svetu ne bi bilo lepo. Zdaj, ko si omenjal gospodarsko rast, spomnim se, ko smo se pogovarjali leta 2019, pa sem rekla, je zasebna potrošnja že zdaj podpira gospodarsko rast, ne? In se mi zdi, da se takrat malo razburil v smislu, da so postavila vprašanje, kot da je v bistvu zasebna potrošnja nekaj slabega, naložbe pa nekaj dobrega. In to se mi je zdelo en tak zelo dober point. Seveda, potrošnja, osebna potrošnja, investicije danes so osebna potrošnja v prihodnosti. Zakaj bi podjetja investirala, da nagradijo svojo kapaciteto, da izboljšajo svoje produkte, ne vem, če osebne potrošnje ni, če pada, ves ekonomski cikel se ustavi. Jasno je, da seveda, če je osebna potrošnja previsoka glede na dohodke ljudi, ki trošijo, potem pomeni kaj? Je večja kreditna rast. Ljudje se morajo vzeti dolgove, se morajo vzeti kredite, ki jih je seveda treba odplačati. Ampak, ko boš ti začel te kredite odplačevati, je zelo verjetno, da boš mogel mogoče zmanjšati svojo potrošnjo. Tako da seveda so tukaj sile, ki iščejo nekako ravnotežje, ampak če ti gledaš rast BDP-ja, kar je številka, ki jo ekonomisti radi uporabljamo, ki nekako daje eno oceno ekonomske blaginje, v veliki meri je rast tega odvisna od osebne potrošnje. In brez osebne potrošnje nimaš investicij, ampak brez investicij tudi nimaš osebne potrošnje. Te stvari so vse prepletene med sabo. Začaran krog. Ampak zdaj trenutno, ko beremo razne raziskave in tudi v Sloveniji se veliko govori o teh rekordnih prihrankih, ki jih imamo na bankah. Trenutno v Sloveniji 23 milijard, tudi v Evropi so nore številke in ta delež v BDP-ju v primerjavi z razponom v EU tudi pri nas ni tako zelo dramatičen. Je pa zanimivo to, da mediji imajo nek fetiš na te depozite, češ koliko denarja imajo ljudje in kam bo ta denar šel. Zdi se mi tudi zelo tak dober argument in zelo priročen za tržnike in prodajalce, recimo kakšnih nepremičnin pa finančnih produktov, pa tudi mogoče kakšnega časopisa. Absolutno. Ljudje še zdaj trenutno zaradi vseh omejitev, ki jih imamo zaradi covida in tako naprej, ti ne moreš zapraviti denarja, ne moreš iti v restauracijo, ne moreš jeti Karibske otoke. Bi rekel, ta možnost potrošnje se je absolutno zmanjšala, ampak to se je zmanjšala mehanično, se ni zmanjšala zato, da bi se ljudi to odločili. To je bilo pa zaradi pandemije. In treba se zavedati dve stvari. Ena stvar je, da te prihranki, ki so se nabrali, o katerih mediji pišejo, niso enakomerno razdeljeni preko prebivalstva. Te prihranki so zelo skoncentrirani med ljudmi z višjo izobrazbo, z dobrimi službami. Je veliko del segment delovne sile, ki teh prihrankov nimajo, se pravi še posebej ljudje z nižjo izobrazbo, ki so delali v panogah, ki so bile izredno prizadete zaradi vseh teh ukrepov. Te ljudje so doživeli obratno zadevo. Njihovi prihranki so se še znižali. V velikih primerih so mogli vzeti še kredite ali iti v svoje pokojninske in v druge prihranke, da so preživeli. Tako da ena zadeva, kar je, in to bo imelo zelo dolgoročne posledice, še bi rekel, leta in leta po covidu, je, da se je bistveno povečala neenakost v družbah. To je ena zadeva. Druga zadeva je, kar si to rekla, je, kaj se bo zgodilo zdaj s temi ekscesnimi prihranki, ki si jih je določen segment populacije mehanično nabral. Zdaj, težko je to reči, to bo zdaj odvisno od ljudi in kaj bo zdaj njihov odgovor na to.
Ampak so bile recimo zanimive ankete v Kanadi, v Veliki Britaniji in v Italiji in tako naprej. Veliko držav, ki kažejo nekako to, da določen del teh prihrankov se ne bo sprostil, ne bo šel direktno nazaj v potrošnjo. Negotovost se je povečala in ljudje, ki si lahko to privoščijo, bodo imeli bistveno višje prihranke v prihodnosti. To je ena zadeva. Druga zadeva, del teh prihrankov je bil, da so se zmanjšali trenutni dolgovi, kar je v redu. Seveda, del bo šel nazaj v potrošnjo, kar je normalno, en del je pa investiran, ampak investicije se relativno dovolj pozna na nepremičninskem trgu, kjer so se cene zelo dvignile, in tudi v drugih, finančnih investicijah, ampak to ni dovolj, da se razloži, kaj se je zgodilo z cenami na finančnih trgih v zadnjih parih letih. Ko govoriva o vsej tej potrošnji, vsem tem spodbujanju te gospodarske aktivnosti, seveda govoriva tudi o potencialu, oziroma govori se zdaj tudi o pojavu inflacije, kar je v bistvu zelo zanimivo. Ravno včeraj je potrkal na naša vrata en gospod iz nekega podjetja in nam je pripravljen ponuditi elektriko za 15% ceneje. Kaj se fora s tole inflacijo? A bo ali ne bo? Kratkoročno se bo v številkah sigurno poznala kratkoročna inflacija. Ampak to je zelo tak nekako tehnični pojav, ki je v veliki meri del tega, da so se tako imenovane te preskrbovalne verige, da so se take stvari malo ustavile, da stvari še nekako ne krožijo po svetovni ekonomiji, tako kot so krožile pred pandemijo. Recimo zadnjič sem bral zanimive študije, kako se je v Ameriki, ko so zile cene lesa, bakra, surovin in to naprej, ker pač produkcija se je ustavila, ni stvari, kar pomeni, da se cena vzdigne in del cen se prelevi v določene stvari. Recimo, gradnja hiš se je v Ameriki bistveno podražila. Ta del se bo jasno poznal, se bo videl v številkah, ki jih statistični uradi objavljajo, da se bo inflacija vzdigla. Ampak jaz sem prepričan, da bo to tak kratkoročen pojav in čez par kvartalov bo inflacija spet padla nazaj, ker produktivnost, kapaciteta je velika, centralne banke imajo kredibilnost, tako da tudi če se inflacija začne malo večati, finančni trgi in drugi akterji v ekonomiji računajo, da se bodo centralne banke odzvale na to. In po drugi strani je, kar zelo dvomim, da bomo videli, je to, da se bodo te, recimo, za kratkoročno višje cene, da se bo to začelo prelivati v bistveno višje plače. Negotovost delovne sile je velika. Kako delamo, kaj delamo, kje delamo, kako delamo, to se vse spreminja in v teh časih delavci nimajo veliko moči, da bi lahko zahtevali višje plače, ki potem porinejo podjetja, da se zviše cene in nekako padeš v to špiralo v tem. Tako da zelo dvomim, da inflacije v smislu kakšne dolgoročne ne bomo doživeli. Torej je še vedno na mizi japonifikacija, če temu lahko tako rečem, se pravi japonski scenarij. Ja, jaz sem prepričan, da je to bistveno bolj verjetni scenarij, kot pa nekakšna hiperinflacijska zadeva, ki je bila sproščena z tako imenovanim tiskanjem denarja centralnih bank. Ne, tukaj te globalne sile, ki držijo inflacijo na nizkem nivoju, se bodo vrnile in te sile so bistveno bolj močne kot pa tak kratkoročni impuls, ki izhaja iz tega COVID kriza. Tako da zelo verjetno je, da bomo živeli vsaj za nekaj časa v scenariju dolgoročnih obrestnih mer, ki bodo zelo nizke in za nizko inflacijo in nekako, kot si rekla, nekakšen japonski scenarij. Ja, zdaj ta inflacija je res zelo aktualna, tudi med finančniki in zdi se mi spet kot nek argument za zastraševanje ljudi. Ne vem, grozen je v bistvu, ker živimo v takem okolju, ker so v bistvu ljudi niti neustrezno ne izobrazi o tveganih naložbah, hkrati se pa od njih pričakuje, da bodo investirali v tvegane naložbe. In jaz mislim, da je to recept za grozljivko. Absolutno. Ja, se strinjam s tem. V teh časih, da so dolgoročne obrestne mere na tako imenovanih varnih zadevah približno na nuli, inflacija je na nuli, imaš ogromen nove finančne inovacije. Da ne govorimo o fintechu, da ne govorimo o tako imenovanih kriptovalutah in vseh teh zadevah. Je jasno, da ljudje, še posebej
ko pogledajo recimo v svojem kratkoročnem času, gledajo, kdaj se morajo upokojiti, kaj so njihovi pričakovani dohodki. V tem smislu veliko ljudi je v paniki in nekako igrajo loterijo. Si mislijo, zdaj bom pa šel v izredno tvegane zadeve, ne razumejo tega osnovnega trade-offa med risk and return, kot se reče, in to je zelo, zelo težko. Zato še zmerom je zelo pomembno ta dolgoročni pogled, da ti imaš investicijski horizon, ki je desetletja dolg, tvegane investicije, ti seveda dale, ti višji povprečen dohodek, ampak to ne v 5 letih. Večina ljudi, ko bojo videli prve padce tečajev, recimo, ko bojo padli tečaje za 20% in ko se bo tista številka na računu majčka znižala, nam bojo zagnali paniko in bojo zbežali. Danes sem bila na eni novinarski konferenci, ker so nas dejansko res finančniki merili, da je vse super. Pravijo, da vlagatelji, ki prihajajo v vzajemne sklade, da so finančno pismeni in da tudi vse bolj posegajo po tveganih naložbah. Ampak kaj meniš, da je finančno opismenilo ljudi praktično čez noč? Pandemija ali izjemni donosi ali to, da nas s strahom poskušajo prepričati, da gremo v tvegane naložbe? Ne vem, če se strinjam s tem, da je velik del prebivalstva čez noč postal finančno pismen, nažalost. Mislim, seveda, finančna industrija ima pač svoje interese, tako da promovira določene hipoteze. Zdi se mi, da ljudje se zavedajo, da v teh razmerah so prisiljeni, da grejo v bolj tvegane investicije. Zdaj vprašanje je, koliko se o tem ljudje izobražajo, koliko razumejo osnovne pojme diverzifikacije in vseh teh zadev. Imaš del populacije, ki je izredno izobražen, ki se to zaveda, ampak v veliki meri ne razumejo, določenih stvari in zmerno več tega tveganja se prenaša na njih. In to je res osnoven problem. Še posebej natanko to, kot si rekla, če trenutno te tečaji padejo za 20%, bo velik procent ljudi, ki je kupil delnice na najvišji ceni, seveda rekel, zdaj vam pa je z tega dost in je konec. To je natanko ta obnašanje, ki je najbolj neracionalno vis-a-vis pametnega investiranja. Zdaj imamo že 12 let bikovski trend in v bistvu vsi padci, ki so se v bistvu vmes zgodili, so bili zelo kratkoročni. Zelo hiter odboj smo imeli, tudi marca 2020 je bil 35, gor, nazaj, smo že nazaj, vse je ni panike, gremo dalje žgati do konca. Del tega je bil odgovor centralnih bank. Cena delnic je zelo, zelo odvisna od dolgoročnih obrestnih mer, ki so seveda odvisne od pričakovanih kratkoročno obrestnih mer, ki so obrestne mere, ki jih kontrolirajo direktno centralne banke. Poglejva zdaj S&P 500, se pravi borzni indeks v ZDA. Če ti gledaš recimo tako imenovan price to earnings, se pravi ceno glede na kaj bodo te firme zaslužbe, da to nekako se normaliziramo, in če ti še gledaš, kje so dolgoročne obrestne mere, ta razlika, je stock market je, drag, ampak ni pa zdaj v 95% distribucije. Je tam nekje med 80, pravi cene so visoke, ampak glede na to, kje so obrestne mere, pa to zdaj ni na totalen rekord. Tako da centralne banke tukaj bistveno podpirajo finančne trge. Ko govoriva zdaj o precenjenosti, mene pa zanima, kako Fed gleda v bistvu na delniške trge. A ima kakšne modele, s katerimi meni pošteno vrednost trga? Ja, absolutno. Je polno različnih modelov, empiričnih, teoretičnih, hibridnih modelov, ki se gleda, ki se proba nekako oceniti, kje je vrednost glede na tako imenovane osnove ali fundamentals. Zakaj centralne banke, ne samo, zakaj skrbijo za delniški trg? Problem je, če pade delniški trg za 25%, ljudje so bolj revni, ko imajo manj bogatstva, se pravi, da ustavijo svojo potrošnjo. To je manj potrošnje, gospodarska rast se upočasni, brezposelnost naraste, inflacija lahko pade in to so stvari, na katere Fed mora reagirati. To je ta mehanizem. Ko rečeš, da stock market pade za 75% in ne bo imel to dobenega vpliva na tako imenovano realno ekonomijo, nobena centralna banka ne bo naredila nič, da bo to ublažila. Pač to se dogaja, to je sideshow, v tem smislu. Centralne banke skrbijo za tako imenovani sideshow, ko se to prelije v realno ekonomijo. En tipičen zelo lep primer te razlike je to,
ampak v zgodnjih 2000 letih je počel ta tehnološki balon na ameriškem trgu, tako Nasdaq, je v zgubo 75% svoje vrednosti, ampak koliko se je to poznalo na realni ekonomiji, je bilo neverjetno malo. Mala reakcija Feda, bila je nekakšna en kvartal slabe ekonomske rasti in potem so se stvari popularne. Medtem ko je bila pa seveda kriza 2008-2009 bistveno bolj drugačna. Ja, ampak tudi zdaj, recimo, konkretno je bil odziv monetarne politike 5-krat večji kot v finančni krizi leta 2008. Ja, je bil, seveda, ampak zato, ker vzroki krize so bistveno drugačni. To je čisto drugače. To ni bila, kriza ni izvirala iz finančnega sistema. Kriza je res bila tisto, iz vis major, višja sila, v tem smislu in tako naprej. Tako da to je prva zadeva. Druga zadeva je, da centralne banke niso imele dovolj manevrskega prostora, da se to naredi samo z kratkoročnimi obrestnimi merami in so se seveda odzvale z vsemi drugačnimi programi. Tle so centralne banke nekako prehodile skoraj v fiskalno politiko. Tle se je ta meja med monetarno in fiskalno politiko se je izredno nekako so se stvari malo pomešale. In tle, kako se bodo centralne banke umaknile iz tega prostora, to je zanimivo vprašanje. Ja, v bistvu vse to, kar zdaj govoriš v tem kontekstu, imam pa jaz v bistvu še eno kar skrbne. Država se v bistvu nebrzdano zadolžujejo za zajezitev posledic pandemije. Kako bo zadolžena država v bistvu sposobna urediti že prej neurejene razmere? Imamo cel kup problemov glede pokojninske blagajne, zdravstva. Kako bomo v bistvu živeli? Kako bodo živeli naši otroci, morda vnuki? Seveda bi rekel, vse te težke odločitve bodo prišle v prihodnosti. Treba je poudariti to, da tako kot so se odzvale države, tudi Slovenija je bilo absolutno potrebno v tem COVID-u za pandemijo. Če se države ne bi odzvale na tak agresiven način, bi bile stvari sigurno bistveno slabše in bi bili v bistveno bolj globoki luknji, iz katerih se je bilo zelo težko izkopati. Seveda, ampak to ne pomeni, da lahko zdaj, da si damo high five in da je zdaj vse v redu in da so se stvari končale. Zelo bo odvisno od tega, kaj se bo dogajalo z dolgoročnimi obrestnimi merami. Če dolgoročne obrestne mere ostanejo na nivojih, ki so si bile v zadnjih, kar jaz tudi pričakujem, se bo ves to zadolževanje držav, ki je bilo res zelo hitro in zelo veliko, se da to lahko normalno financirati pri normalni ekonomski rasti. To pomeni, da se bo ta dolg z časom, ko ekonomija raste, ko država postane bolj bogata v tem smislu, ko BDP raste, nekako ta dolg ne postane več, ni več tak problem. Seveda, kaj je treba poskrbeti? Poskrbeti je treba, da bo ekonomska rast res presegala obrestne mere, ki bodo predvladovale v prihodnosti, kar pomeni, da je zelo pomembno, da seveda še posebej v državah, kot je Slovenija, kjer kot si omenila, bili določeni strukturni problemi, da se začnejo v prihodnosti vlade resno s tem ukvarjati. In to govorimo o pokojninski reformi, o reformah trga dela, da se prinovi nove investicije, inovativnost in vse te stvari, da se proba zvišati gospodarsko rast na čim bolj, govorimo o desetinkah, četrtinkah odstotnih točk, je to, ko se to gleda čez desetletja, neverjetno pomembno. In tle bo bi rekel to trenje, kako ti zagotoviti eno dolgoročno ekonomsko rast, ki bo presegla obrestne mere, da ta dolg ne postane res problem in da potem ne destabilizira celega gospodarstva. Zdaj moramo pa samo še uskladiti politiko, da bodo delali v interesu države in državljanov. Ja, to je pa demokratska odločitev slovenskih državljanov. To je pač tako. Ko smo se nazadnje pogovarjali, je bila v igri tudi recesija. Kaj je zdaj z recesijo? Je tudi v igri ali ni več? Uradno v Evropi leta 2021 ne bo v redu. Trenutno imaš izredno nesinhronizirano okrevanje. Imaš ZDA in Kitajsko, ki sta v polnem zagonu, da so cepiva postala, da več nimaš teh omejitev, da se gospodarstvo odprlo in so stvari začele funkcionirati, kar je izredno pomembno, ker to sta še zmeraj dve največji gonilni sili svetovne ekonomije in bodo tudi povlekle tako imenovani svetovni vojs. Evropa bo to trajalo še nekaj časa, tako da vsi podatki kažejo in projekcije bo nekako to leto vsaj še
preko poletja, vsaj do konca 3. kvartala in tako naprej, Evropa še zmeraj v nekakšni tehnični recesiji ali se bo obnašala tako. Čeprav tudi tukaj pričakovati oster odboj, tako vsaj za kakšen kvartal, 2, ker boš imel še zmeraj izredno stimulativno monetarno politiko, fiskalna politika bo še zmeraj stimulativna relativno in po drugi strani boš imel, bi rekel, Ameriko in Kitajsko, ki bo da na veliko moči svetovni ekonomiji. Ja, zdaj, ko omenjaš Ameriko in Kitajsko, prepričana sem, da si gledal, kako sta si kazali mišice na tem zasedanju. Tako da je tukaj v bistvu zelo taka bitka med dvema velesilama, katera bo v bistvu prevladala. Recimo, mene res, moram priznati, da me je presenetila retorika v bistvu Kitajske do Amerike. Zdaj, ko je Trump šel, sem mislila, da se bojo vse razmere majčkeno umirile, ampak očitno Kitajci so zamerali, če lahko tako rečem, po domače. Ja, seveda so zamerali in po eni strani je tudi, Bidenova administracija ne more obrniti vse to, kar je 4 leta Trumpove administracije, kako so vodili, bi rekel, zunanjo politiko, še posebej zunanjo politiko vizavi Kitajske. Bi rekel, to je eno veliko tako tveganje glede na v svetovnem gospodarstvu, če se stvari med Kitajsko in ZDA, kar pomeni najbrž tudi med Kitajsko in Evropo in tako naprej, nekako ne bodo normalizirale in postane malo bolj kooperativno. Mislim, ta problem je bil že leta nazaj se je pojavljal, ker je pač Kitajska glede na svojo velikost, ekonomsko razvitost za rast postala zmerno vedno večji igralec z vedno večjim vplivom v svetovnem gospodarstvu in se hoče v tem prebiti. Tako da bi rekel, vsi ti najbolj negativni scenariji, ki si jih lahko zamišljam, večinoma od teh ima nekako vpeto zelo, zelo zaostrene razmere med Kitajsko in ZDA glede trgovinske politike, ki se potem seveda prelije na geopolitske zadeve in vse te zadeve. Tako da to je sigurno ni najbolj optimističen trend. Se pravi, to je ena tako tveganje, ki lahko nekako sesluje finančno stabilnost sveta, ne? Ja, tudi gospodarsko stabilnost. Ja. Kaj pa je še poleg teh napetosti? Je v določenem smislu nekakšno tveganje, kako se bodo, bi rekel, izredno zadolžene vlade, ki so si v zadnjem letu sposodile ogromno denarja, da so se borile proti pandemiji, kako bodo prvič ustavile to zadolževanje, kako bodo racionalizirali finance in zagotovile dolgoročno ekonomsko rast. V veliki meri je treba razumeti, da nekako cela svetovna ekonomija se je marca 2020 je šla v suspended animation, kot bi se temu rekla. Tako nekako lebdi v nekakšnem etru in ko se bo to sprostilo, imaš panoge, v katerih je mnogo podjetij, ki so nekako preživela na umetnem od državnih pomoči, vseh teh različnih ukrepov, ampak ta podjetja ne bodo perspektivna, ta podjetja ne morejo preživeti v popandemijskem svetu. Kako se bo to vse razčistilo? Se pravi, mi smo nekako preložili bankrote, ampak to ne gre v nedogled. Enkrat se bo vsa ta državna pomoč umaknila, včasih zelo hitro, včasih mogoče celo nespretno in so možnosti, da se zgodi, da imaš spet naval bankrotov, ki lahko zelo negativno vpliva na zdravje bančnega sistema, ki potem vodi v kreditni krč, ki ustavi ekonomijo, še v vedno večjih bankrotov in tako naprej. Tako da tle imaš tudi nekakšen, bi rekel, negativni scenarij, ki obstaja. Druga zadeva je pa, bi rekel, iz bolj dolgoročnega vidika, tako imenovan ta supply side, kako ti povečati produktivnost gospodarstva. To je zelo težko narediš, če ekonomija gre čez, bi rekel, težko realokacijo dela, trga, kapitala in tako naprej. Kako bomo delali zdaj? Bomo zdaj vsi delali od doma, od te naprej. Kaj to pomeni? Mislim, vse ta spremembe ekonomije pomeni, da nekako to traja, ta proces traja in ta proces nekako zavira produktivnost. Seveda, na koncu, ko se to vse razčisti, produktivnost tako lahko raste, ampak v tem času se posebej take velike realokacije je pa jasno, da produktivnost pade, ker se mora sistem prilagoditi, ampak seveda, če pade produktivnost, pade gospodarska rast, kar ima svoje slabe posledice, ki potem lahko vpliva in tako naprej. Tako da ne, stvari so delikatne, obstajajo negativni scenariji,
kar je bilo za pričakovati po tako velikem negativnem šoku, kot je bil COVID. Se pravi, imamo veliko prikritih stečajev, kar pomeni, da je tudi veliko prikrite brezposelnosti in v bistvu to nas bo vse še nekako počakalo. Natanko tako. S tem procesom se sploh še nismo začeli ukvarjati. Če pogledaš recimo število bankrotov v razvitih državah, glede na ekonomsko rast, ponovadi je tle precej visoka pozitivna korelacija. V zadnjih parih letih je tle totalna divergenca, zgleda, kot da nekaj ne funkcionira. Ampak to bo še prišlo. In kako bo to prišlo? Ali bo ta proces urejen, ali bo ta proces prehiter, ali bo to nekakšen plaz stečajev, ki potem seveda lahko negativno vpliva na zaupanje, na investicije, na zdravje bančnega sistema, pa lahko vodi lahko to bistveno bolj negativne makroekonomske učinke. Vplivalo bo pa vsekakor tudi na psihološko zdravje ljudi. No, seveda, absolutno. In seveda s tem na finančne trge in tako naprej. Ja. Naslednji teden zaseda FED. Ali obstaja varianta, da bi FED priprla pipo in kako bo to vplivalo na delniške trge in posledično tudi na naše naložbe? Ne, mislim, ko se bo FED odločil, da je treba umikati monetarni stimulus, bodo to signali tega bodo bistveno prej. Monetarna politika je v veliki meri komunikacije s trgom in je v bistvu to ni nič drugega kot pa upravljanje z pričakovanji. In na to se FED precej dobro spozna, včasih seveda tudi FED ga zna polomiti, kar se je zgodilo, ampak to je precej redko. Tako da, če ti gledaš vse komunikacije, ki jih guvernerji, predsedniki izjavljajo, je jasno, da bo FED še naprej podpiral gospodarstvo, kar ga tudi more, glede na svoj mandat. V tem smislu je jasno, da ne bo nobenih presenečenj. Zdaj, ko si omenjal stimulus, sem se spomnila na mlade, ki so preimenovali ta stimulus v Stimi. In v bistvu na TikToku je izredno veliko finančnih nasvetov mladih, kako investirati ta denar v najbolj donosna podjetja in iščejo jih na podlagi preteklih donosnosti, se pravi, investiraj vse v Teslo, a pa v druge super donosne naložbe. To je nažalost investicijska strategija, ki ti garantirano tako prinese negativne ali ničelne donose, seveda. Ampak ja, v sistemu, kjer ne moreš pričakovati, da boš lepo delal, pričakoval pokojninske prihodke in se pri 67 upokojil za lepo penzijo in potem užival celo življenje, je jasno, da je najbolj pomembna finančna pismenost. In tle del tako imenovanih strukturnih reform, ki bi jih se mogle države lotiti, so to, da se finančna pismenost začne uvajati v šolah bistveno bolj zgodaj, da to ni nekaj, da se moraš naučiti to sam preko YouTubea, interneta, ampak da je to tako, kot se morajo ljudje naučiti, kako se dela z računalniki in osnovnimi stvari, da je to del osnovne izobrazbe, ki se začne zgodaj, da ti ljudi vsaj nekako jim daš eno določeno orodje, v katerem, da bodo lahko funkcionirali v tem svetu. Dokler tega države ne začnejo redno delati, je to izredno neodgovorno. Zato, ker večinoma ljudi se odločila za slabe odločitve, ki potem seveda imajo izredno dolgoročni vpliv na celo življenje. In tukaj, to je bi rekel en tak res del, ki se vse družbe se morajo res soočiti s tem. In to se da narediti. To ni zdaj neki, kot da moraš ti zdaj spremeniti celo ekonomijo iz premoga v druge. To je bistveno težje, kot pa investirati recimo v finančno izobraževanje, da je to del standardnega pouka in tako naprej. Ja. Tudi mora biti interes strani države, da bi se tega lotila. Pri nas zaenkrat tega žal ni. No. Na Zavodu za šolstvo so prepričani, da se zadosti učimo pri urah gospodinjstva in državljanske vzgoje, ampak mislim, da je tega absolutno premalo in ne vem, če se tega zavedajo. No. In žal mi je, da tako razmišljajo na tak način. Ampak vseeno, mladi iščejo načine, kako se izobraziti, gledajo YouTube, so na raznih forumih, Redditih, se je verjetno sam tudi spremljal vse te aktualne zgodbe, ki so se dogajale z GameStopom, pa kako so desetletniki so tukaj zaslužili takole čez noč ful enega denarja. Ne, mislim,
Ja, ja. Jaz bi rekel, to so bolj stvari, ki mene bolj strašijo. Ne gledam na te stvari optimistično. Tako Reddit, GameStop, pa vse te zadeve z kriptovalutami in vse te, to ni finančna pismenost, to je kockenje in seveda mediji in vsi se osredotočijo na par ljudi, ki so zaslužili nekakšne bajne denarje, ampak se ne zavedamo, koliko ljudi je izgubilo ogromne vsote denarja in bodo plačevali posledice takih odločitev celo življenje. Pa tudi recimo Elon Musk je recimo eden glavnih promotorjev raznih joke coinov, kot je Dogecoin, ne? In vedno, kadarkoli gledamo njegove tvite, je to the moon, karkoli to the moon, to the moon, to the moon. To tudi ni dober message, da en tak tip, ki je v bistvu v očeh mladih neka ikona, nek zvezdnik, da v bistvu tak message daje naprej. Absolutno, to je neodgovorno, on si seveda to lahko privošči, mislim, take zadeve so nevarne. Mi imamo več zakonov in omejitev, kako lahko voziš avto, moped, kdaj ti lahko delaš, koliko ur vožnje moraš imeti, da boš dobil vozniško dovoljenje, preden dobiš in tako naprej. Ljudje uporabljajte, investirate, ni problema. Evo vam, tlele imate eno aplikacijo na svojem smartphonu in let's go. It's sky is the limit, to the moon. Ja, seveda, ampak večinoma ljudi ni šlo na Luno, večinoma ljudi je šlo v peku. V peku, ja. Ko sva se pogovarjala leta 2019, še to bi obdelala mogoče na hitrico, rekel si, da je gotovina arhaičen koncept. Jaz recimo živim brezgotovinsko že res zelo, zelo dolgo časa, več let, in jaz gotovine res ne pogrešam. Tudi rekel si takrat, da je v bistvu to nekako lahko rešitev za negativne obrestne mere. Ja, sem seveda to bila zelo sporna rešitev v smislu, da ljudje bi mogli biti, če gotovina res več ne obstaja in tako naprej. In nekako vsi ljudje imajo, mogoče ne direktno, ampak neposredno preko bank, tako imenovan nekako depozit pri svoji centralni banki. Seveda potem lahko centralna banka nekako zaračuna negativne obrestne mere na katerikoli strošek. In te stvari se lahko tudi v gotovini, so bili čudoviti primeri v času velike depresije v 20 letih, ko je bila deflacija, kako stimulirati, kako pri gotovini narediti negativno obrestno mero. In to so v Nemčiji so bili v določenih državah celo bankovci, ki je imel datum. Če ga ti nisi porabil do določenega datuma, je ta bankovec bil manj vreden, kar je v bistvu implicitno negativna obrestna mera, seveda. To je, ampak to je seveda zelo politično, zna biti zelo kontroverzno, ampak v principu je nekako to ni nič novega v tem smislu. Kaj je to v redu, to za digitalnimi valutami, pa je to, da v bistvu ti nekako res lahko zapreš sivo ekonomijo, pranje denarja in vse te stvari, ki vse te transakcije postanejo bistveno bolj nekako vidljive, ampak po drugi strani pa ljudi seveda skrbi tako imenovani veliki brat. Ljudje še zmeraj zahtevajo privatnost, dostop do informacij. Vsak teden beremo nekakšne stvari, kako je Facebook ali nekakšna druga firma zgubila ali so jo ukradli ne vem koliko podatkov, osebnih podatkov ljudi. Tako da treba bo najti en kompromis. In zdi se mi, da vsaj v enem smislu gotovine še ni čisto konec, vsaj v razvitih državah še ne, ampak je pa seveda se pa bistveno njena se pa manjša uporabnost tega. V bistvu me zanima še ena zadeva, to mogoče bi bilo za naše poslušalce tudi zanimivo. Veliko me sprašujejo, kako pride do prvega stanovanja. Tukaj so res hude stiske mladih, ki bi se radi osamosvojili, ampak so cene stanovanj poblaznele in ful je težko v bistvu za mlade kupiti neko nepremičnino. Tudi posojila na banki ne dobijo, zelo težko dobijo, angažirati se mora cela družina za to, da kupijo tisto eno stanovanje. Meni je fascinantno to zdaj, kako v bistvu slovenske banke v bistvu bombardirajo na vseh koncih nas, potrošnike, s reklamami, pejte kupiti stanovanje, kupili boste pa sicer malo drago nepremičnino, ampak dobili boste pa pocen kredit, ne? Ja, seveda, to je normalno. Če so obrestne mere nizke, bodo cene visoke. Če so obrestne mere visoke, bodo cene nižje. Tako da to
To je tako kot nepremičnine, to je tako kot približno z delnicami v tem smislu. A večji problem je tukaj glede ponudbe. V veliki meri je ponudba, se pravi the supply side, kot se temu reče, je precej omejena. Recimo v Washingtonu, se pravi v mojem bivšem delu je absurdna omejitev, da ne sme nobena stavba v Washingtonu, v mestu Washington DC, glavnem mestu Amerike, ne sme biti višja kot ta Washingtonov obelisk, kar nekako omeji najvišjo stavbo na približno 7, mogoče 8 nadstropij. Se pravi, v Washingtonu nimaš visokih stavb, kar pomeni, da ponudbe teh stanovanj ni, da mora iti ven, vedno bolj ven in ven. Se pravi, tle bi se s planiranjem, z inteligentno konstrukcijo, z racionalizacijo tako imenovanih teh con, kje se lahko gradi, kaj se lahko gradi, na trg pride večja ponudba stanovanj, kar bo seveda pri povpraševanju znižalo ceno. Tako da pogovarjati se je treba v drugem delu, ni samo na povpraševanju, glede na ponudbe. In tle je seveda, ljudje živijo v določenih predelih, nočejo imeti večjih hiš, so lokalne zadeve, tle v Švici je non-stop, kje, kako, kdo lahko kaj zgradiš, koliko velika je zadeva, kar so vse omejitve, ki seveda dajajo rente trenutnim lastnikom, ki imajo zaradi tega visoke cene in se borijo proti temu. Ampak to je nekaj, kar banka ne more rešiti. To se lahko reši z racionalno upravo, z pametnimi zakoni, ki racionalizirajo to, da na trg lahko pride večja ponudba nepremičnin. In se bodo seveda potem cene prilagodile temu. O Ameriki, ko govoriva zdaj tako, Amerika, hram demokracije, smo videli, da je bil da je bilo možno tudi udreti v vaš hram demokracije. Ja, moram reči, da je precej. Ja. In marsikdo bi rekel, da naj Američani najprej pospravijo pred svojim pragom, kot preden grejo komentirati karkoli drugim, ne. Ja. Živimo v takem fake obdobju, imamo fake donose, če lahko zelo tako posplošim, fake vrednotenja podjetij, imamo fake Instagram zgodbe. In tukaj sem se spomnila na en ameriški pregovor. Fake it till you make it. Ja, ne, jaz bi rekel, da to, kaj se je zgodilo v Ameriki po volitvah, se pravi jeseni pa januarja tega leta, da je nekako izpostavila tudi to krhkost ameriške demokracije. Se absolutno strinjam s tabo, da zmeraj je boljše, da pometeš pred svojim pragom, preden greš očitati drugim, in Amerika tega ne posluša najboljše. V ozadju so, bi rekel, taki tektonski premiki, ki niso samo v Ameriki, tudi v Evropi, tudi tukaj v Švici, tako imenovanem raju, so globoki problemi. Polarizacija družbe je ogromna, ekonomske razlike med dohodki, bogastvom so na nivojih, ki so bili v letih, ko se te stvari niso dobro končale. Govorimo o nivojih neenakosti, ki so predvladovali pred začetkom Prve svetovne vojne, technological progress, globalizacija, vse te zadeve, to so procesi, ki je del prebivalstva neverjetno porinil naprej, ampak je pa pustil velik del ljudi odzadaj. In ti ljudi nimajo varnostnih služb, nimajo socialnih mrež, imel si velik tektonski premik v zgodovini, v bistveno manj progresivnost davčnega sistema, še posebej v anglosaksonskih državah in tako naprej. Tako da vse te neenakosti se tudi zdaj izkažejo v politični polarizaciji, v populizmu, ki prevladuje v vseh. Tako da vse demokracije so trenutno, v bistveno bolj krhkem stanju, kot so bile že dolga časa. In če se res ne bomo začeli s tem kot družba, v demokratični družbi s tem ukvarjati in najti en konsens, nekakšen kompromis in nekako zmanjšati te razlike, potem znajo biti pa stvari izredno delikatne. Zelo težko, ne zavidam našim vnukom in drugim generacijam, kako bodo živeli v takem svetu. A še vedno velja, če kihne Amerika, da se prehladi cel svet?
Ja, zaenkrat še ja. Zdaj bo problem v tem, da ko bomo živeli v svetu, koliko jih ne Amerika, koliko jih ne Kitajska. Tako da, ja. Pa bo vse splošni prehlad. Pa bo vse splošni prehlad, absolutno. Zdaj samo upamo, da bodo kihali ob različnih časih. Ja, ta je dobra. Ok, dajmo en nasvet za konec. Kako res mali vlagatelji znajdejo v tem konfuznem okolju? Razprši svoje investicije med veliko delnic, ne kupuj, ko so cene visoke, discipliniraj se, da imaš dolgoročni investicijski horizon in s časom pejti iz bolj tveganih investicij v bolj varnejše investicije, v likvidne stvari. Končno govorimo o cashu, tako imenovanem, ampak v tem, se pravi, to je ena zadeva in absolutno ne. There's no such, kot se reče v angleščini, there's no such thing as a quick buck. To je star pregovor prav, kako si na delniškem trgu ali na finančnih trgih pridobiš malo bogastvo. Je s tem, da začneš z velikim bogastvom. Treba se je zavedati, da stvari, ki jim raste cena globalno, ki so v medijih, v katerih so na vseh teh social media in tako naprej, ki imajo ogromne donose, da so to finančni inštrumenti, ki zraven tega imajo tudi veliko tveganje. In da moraš gledati zmerom obe dimenzije, donos in tveganje. In nekje naj to razmerje med tem, ki seveda odvisno, kje si, kako je tvoje finančne stanje, v katerem delu svojega življenja si, kje je tvoj cikel svojega življenja in tako naprej. Ampak v vsakem primeru dolgoročni investicijski pogled je najbolj pomemben. Super, jaz bi sam še nekaj v bistvu vprašala. Zdi se mi, da Američani so nekako bolj vajeni cone neudobja, znajo skakati iz cone udobja v cono neudobja. Recimo, jaz sem tudi skočila v cono neudobja s tem, ko sem zapustila časnik Finance. Meni je bil ful zanimiv tvoj odziv. Jaz sem sicer takrat dobila res ogromno nekih odzivov, mailov, ampak tvoj je bil pa mogoče majčkeno drugačen od ostalih. A dovoliš, da povem, kaj si mi povedal? Seveda, absolutno. Napisal si mi, da sem naredila veliko dobrega in da če potrebujem kadarkoli referenco ali pa karkoli drugega, da ti sporočim. Poslal si mi tvojo osebno številko mobitela in rekel, da si mi na voljo za brainstormanje. Jaz sem ostala v bistvu po domače povedan čisto speechless, tako da iskrena hvala za to zaupanje. Ne vem, mene zanima, zakaj ti gledaš na ta odziv, da je bil to presenečen odziv. Imela sva določeno sodelovanje, jaz zelo mislim, te stvari, ki si ti delala na časniku Finance, tvoja angažiranost, tako za finančno pismenost, to so stvari, ki jih jaz zelo cenim. Sem res videl, da si naredila veliko dobrega, lahko bi naredila še več dobrega in upam, da še boš, ima še bogato kariero pred sabo. Tukaj je oseba, ki dela zanimive stvari, ki dela stvari, ki so v dobro društvo, je izredno sposobna. Taki ljudi je treba podpirati. To je tako imenovani network effect. Te ljudje bodo potem podpirali druge podjetne in kreativne ljudi in s tem bomo naredili nekako napredek kot družba. Tako da meni se zdi to podpora takih ljudi je zmerom dobrodošla. In žal mi je, da nisi dobila bistveno več takih sporočil, kot sem ti jih jaz poslal. Ja. Ne, dobila sem res veliko sporočil, so me tudi zelo podprli. Je pa tako, da v bistvu zdaj nadaljujem s tem delom, ki sem ga v bistvu začela na časniku Finance preko tega podcasta Moneyhow in zdaj dosegam tisto populacijo, ki morda preko tiskanega medija nisem mogla. Moram priznati, da je bila za mene tudi cona neobdobja, ta prehod, tako kot verjetno mogoče tudi zate, ko si sprejel odločitev, da ostaneš v Švici, da zapustiš po 25 letih fetana, to je tudi verjetno neka cona neobdobja, ne? Absolutno. So noči, ko se zbudim, se sprijem za glavo, kaj sem pa zdaj naredil, ampak tako je.
treba je malo nekaj. To je del življenja. Evo, super, najlepša hvala, Egon, za krajšek, za res ful zanimivo debato. Zmeraj se zelo rada pogovarjam s tabo, ker izvem res veliko zanimivih stvari, tako da iskrena hvala. Marja, hvala tebi, bilo je zelo zanimivo, ti želim veliko uspeha in seveda nadaljuj z izredno pomembnim in dobrim delom, ki ga delaš. Prepričana sem, da je marsikdo prvič prišel v stik s takšno vsebino in je morda šele zdaj pridobil občutek za vpliv centralnih bank, monetarne in fiskalne politike na naš vsak dan. Vse je sklenjen krog in vsako spremembo hitro čutimo v žepu. Izpostavila pa bi 3 zadeve. Tako kot je omenil Egon Zakrajšek, imejte pred očmi dolgoročni horizont, razpršite tveganje in začnite varčevati za pokojnino čim prej. Varčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti, zato ne jemljete tega tako dramatično, saj gre za princip malo manj danes, bistveno več v prihodnosti. Nizke obrestne mere bodo očitno še z nami. To pomeni, da bodo tudi posojila za stanovanje še nekaj časa tako poceni. Res pa je tudi, da bodo banke iskale načine, kako ustvariti prihodke. Zato lahko pričakujemo vse večji prenos stroškov na nas, potrošnike. Ne samo to, tudi pokojnina bo vse bolj na naših plečih. Državljani bomo namreč še leta, verjetno prej desetletja, čutili vpliv pandemije covida, saj bo vse te dolgove potrebno servisirati. Zato se ne zanašajte preveč na državo. Network effect ima neverjetno moč, pravi Egon. Če želimo živeti v dobro stoječi družbi, potem se moramo podpreti in dati na stran predsodke in fovšijo, ker konec koncev vsi strmimo k istemu cilju, to je lepše in bolj polno življenje. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast MoneyHow, zelo vesela bom, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom, babicam, dedkam in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!